Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. V tokratni oddaji Mura-Rabatur nas je pot vodila v najstarejše naselje na Goričkem. Sredi Goričkega vas čaka nepozabno potovanje v globino vulkana skozi zgodovino Zemlje in geoloških značilnosti. Pričakuje pa vas tudi Krtek Oli, ki že pridno koplje rove in išče poti, skozi katere se boste lahko sprehodili in uživali v doživetjih. Potepajte se z nami in podoživite izbruh Goričkega vulkana. Še enkrat lepo pozdravljeni v doživljajskem parku Vulkanija. Sem Natalija in danes vas bom popeljala skozi zanimiv svet vulkanov, geološke značilnosti Zemlje in našega Goričkega. Tu pri nas na Goričkem je pred 3 milijoni let bruhal vulkan in krater tega vulkana je imel premer 1 kilometer. Na enem delu tega kraterja sedaj stoji naša Vulkanija. To pot vas, dragi gledalke in gledalci, oddaje Mura-Rabatur popeljemo milijone let nazaj v preteklost. Seveda, če boste z nami in tudi s pomočjo tega olija tukaj v Vulkaniji, doživljajskem parku, kjer boste spoznali veliko novega in zanimivega. Sledite mi, kakor bomo sledili tudi našemu oliju v podzemlje in v Vulkanijo. V družbi učenk in učencev osnovne šole Artiče iz občine Brežice, ki so v sklopu naravoslovnega dne obiskali Vulkanijo pri gradu na Goričkem, smo se podali na edinstveno potovanje v vulkansko podzemlje doživljajskega parka. Daniela Krpič, direktorica Zavoda za upravljanje kulturne dediščine Grad in Vulkanije, je predstavila nastanek in razvoj Vulkanije, ki ponuja obilico presežkov v slovenskem prostoru, stališča interpretacije in uporabe sodobnih tehnologij. Doživljajski park Vulkanija sloni na resnični zgodbi. To je zgodba našega vulkana. Mi smo ga kar poimenovali Gorički vulkan, kajti v preteklosti, pred 3 milijoni let, je tukaj res bruhal vulkan in Vulkanija stoji prav na kraterju tega vulkana. Ta krater je imel premer 1 kilometer in je še danes lepo viden v hribih oziroma gričih, ki so tukaj okrog in okrog katerih potem tudi mi s cestnim turističnim vlakom obiskovalce popeljamo, da spoznajo to vulkansko pokrajino, spoznajo vulkanske kamnine, se sprehodijo do kamnoloma, kjer iščejo tudi kristale olivina, kajti olivin je mineral, ki se nahaja v vulkanski kamnini in ga v Sloveniji najdemo edino tu pri gradu na Goričkem. Ker imamo tukaj res to zelo veliko naravno bogastvo, smo začeli graditi na ideji, da bi tukaj zgradili center, ki bi predstavljal ta vulkan. Moram reči, da je največ zaslug za to imel bivši župan gospod Danijel Kalamar, ki je gradil na tej ideji in skozi več let smo potem gradili to zgodbo. Seveda v začetku s tem, da smo naredili Olivinovo pot, se vključevali v različne druge projekte, gradili na tem, da bi ponudbo turistično povezali s sosednjimi državami in počasi potem začeli izdelovati produkte, ki smo jih predstavljali kot vulkan, ki je tukaj na Goričkem bruhal. Tako je nastala tudi knjižica o bogastvih na območju Krajinskega parka Goričko, no kasneje smo pa začeli prav načrtno izdelovati idejno zasnovo za postavitev tega večpredstavnostnega centra, ki je potem dobil ime Doživljajski park Vulkanija. No, leta 2012 smo potem postavili to stavbo, občina je odkupila Lednarjevo usnjarno, to je hiška, ki stoji tukaj zraven, v njej se danes nahaja Geološki muzej, in potem v 3 fazah izgradila Vulkanijo, ki danes predstavlja Gorički vulkan. Moram reči, da je celoten projekt vreden skoraj 3 milijone evrov, smo pa potem projekt financirali s 85% iz evropskih sredstev. Doživljajski park Vulkanija smo odprli 31. avgusta 2013
in ga uspešno predstavili javnosti. Potem smo začeli izgrajevati tretjo fazo, v okviru katere smo potem dozidali še en prostor, v katerem se danes vrti 3D stereoskopski film o nastanku vesolja in življenja na Zemlji. In ta tretja faza za celotno sanacijo je potem bila odprta oktobra 2015. Od takrat Vulkania nemoteno deluje skozi celo leto, to pomeni, da smo odprti tudi v zimskem času, in sicer je zimski delovni čas med 10. in 16. uro, od torka do nedelje. V poletnem času to pomeni od 1. aprila do konca oktobra, pa delujemo od 10. do 18. ure. Seveda so v Vulkaniju vabljeni vsi, tako mladi kot manj mladi. Vulkania je primerna za otroke, odrasle, za skupine, za posameznike, za družine, v glavnem za vse generacije, kajti ta vulkanska vsebina bo prav vse navdušila, jih popeljala v čudovit vulkanski podzemni svet. Naš Krtek Oli pa jim bo povedal in razkril marsikatero skrivnost o naravnih bogastvih, ki jih tukaj na Goričkem imamo. Obisk doživljajskega parka Vulkania je izdatno podprt z interaktivnimi in izobraževalnimi vsebinami, med drugim z razstavo o geoloških značilnostih Goričkega. Več o tem pa je povedala Tadeja Krauthaker, strokovna sodelavka Vulkanije. Nahajamo se v Lednarjevi usnjarni v hiši zraven Vulkanije, v kateri je urejen geološki muzej. Mi smo sedaj v olivinovi sobi, to je ta mineral, po katerem je naš Krtek Oli dobil ime in ki ga najdemo samo na vulkanskih območjih, našli smo ga pa tudi pri nas. Zraven je potem geološka soba, v kateri so predstavljene kamnine, ki jih najdemo na območju Goričkega, in pa potem tudi mineral kremen. Kremen, to je najbolj pogost mineral v zemlji, in v vitrini v geološki sobi lahko vidite različne primerke tega minerala. Naslednja soba potem jo imenujemo Olijeva kuhinja. V njej naš Krtek Oli in njegov pomočnik kuhata kamnine. Na zanimiv kuharski način je predstavljen nastanek kamnin, in sicer magmatskih, piroklastičnih, sedimentnih in metamorfnih. Nato se podamo še na podstrešje. Tam je zbirka mineralov, predstavljena je maketa kraterja Goričkega vulkana, vidimo pa lahko tudi izdelke iz črne keramike. V zadnji sobi, v usnjarskem delu, pa se vrti film Potep po Goričkem o kulturnih in naravnih značilnostih Goričkega. Obiskovalci pa lahko tudi spoznajo, kako so včasih predelovali usnje v tej zgradbi. Ponudba doživetja pa v Vulkaniji ne zaobsega samo obiska podzemlja, temveč je obogatena številnimi dogodki, ki se odvijajo skozi vse leto. Poleg doživetja v vulkanskem podzemlju nudimo mi skozi leto tudi različne dogodke, s katerimi popestrimo dogajanje tukaj na trgu Vulkanije. Prav tako pa obiskovalcem ponudimo dodatno ponudbo. Skozi celo leto imamo 7 že tradicionalnih dogodkov, ki se zgodijo skozi celotno leto. To je pustovanje z oljem, potem imamo velikonočne delavnice, potem je dodatna ponudba v prvomajskih počitnicah, potem imamo sredi maja pohod po Oljevi vulkanski poti. To je prav posebna pot, letos bo že 4. potekala, je voden pohod, okrog 10 km dolg, poteka pa prav po kraterju Goričkega vulkana. Na poti gremo seveda mimo kripte, mimo največjega gradu na Slovenskem in potem mimo kamnoloma, kjer se tudi ustavimo, spoznamo to vulkansko kamnino s kristalom olivinom, potem mimo Kačove mlake in se vrnemo sem na trg Vulkanije. No, kasneje se seveda odvijajo tudi drugi dogodki. V poletju imamo tukaj proščenje, veliko mašo. Takrat je Vulkanija tudi odprta, kajti takrat je v središču vasi pestro dogajanje, veliko obiskovalcev in ti obiskovalci lahko potem obiščejo tudi Vulkanijo. Seveda v poletnem času tudi vozi cestni turistični vlak do kamnoloma in po vulkanski pokrajini nazaj do Vulkanije. Obiskovalci pa seveda lahko skozi celo leto skupaj z Vulkanijo obiščajo tudi grad,
kajti njim vsem ponujamo skupno vstopnico. V jesenskem času seveda se odvijajo dogodki v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine, potem pa seveda v času krompirjevih počitnic dodatna ponudba za obiskovalce in v božičnem času Olijev božični sejem. Vulkanija z bogato vsebino in ponudbo ni namenjena samo mlajši populaciji obiskovalcev. Tudi odrasli spoznavajo tukaj veliko novega in zanimivega. Je pa res, da so ena od ciljnih skupin šolske skupine, za katere imajo številne programe, kar je izpostavila Tadeja Krauthaker. V Vulkani imamo za šolske skupine različne programe. Lahko barvajo prodnike, izdelujejo vulkan, v kamnolomu iščejo mineral olivin, si izdelajo nakit iz mineralov ter se zabavajo z našim krtkom olijem. Tudi skupine odraslih lahko preživijo lep dan pri nas z ogledom Vulkanije. Poleg ogleda Vulkanije in geološkega muzeja se lahko zapeljejo še z vlakom do kamnoloma, si ogledajo največji grad na Slovenskem in seveda tudi cerkev Marije v Nebovzete, ki je zadnje delo arhitekta Jožeta Plečnika. Najmlajši imajo lahko tudi vulkansko zabavo za rojstni dan. Bogata ponudba oljeve trgovine s spominki, minerali, igračami in rokodelskimi izdelki pa bo potešila še tako zahtevnega kupca. V oddaji Mura Rabatur smo se potepali po Vulkaniji po doživljajskem parku. Ni vam treba do več kot 12.000 km oddaljenega vulkana, tukaj je zapisan na Havajih, kjer so zapisani v tem kažopotu tudi ostali vulkani na svetu, ampak pridite na Goričko. Tukaj vas čaka Vulkanija, doživljajski park, bodite del Goričkega in spoznajte nove zgodbe o naši davni preteklosti. Spoštovani gledalci, zaključujemo današnje potepanje in vas vabimo, da se skupaj z nami potepate čez 2 tedna, ko nas bo pot vodila v Porabje. Nasvidenje.